Drage dame, baje obstajajo tam zunaj ženske, ki se jim še vedno zdi make-up zastrašujoč. Meni se zdi ta misel zelo neprijetna, sploh v dobi, ko imamo milijon make-up tutorialov, obstaja milijon trikov in nasvetov in po mojem mnenju ne bi nobena slovenska dama smela imeti občutka, da je make-up demon, zlo, problem, dilema, težava, ne vem, kaj naj naredim. Če imaš tudi ti ta problem, pol te čaka danes video, v katerem jaz poskušam predstaviti najbolj osnoven make-up. Sicer poskušala sem narediti make-up look, ki je najbolj basic ever. To je v bistvu moj go-to make-up look, sploh zadnje dni, ko nimam veliko časa in ko skačem po sestankih in po raznih zadevah, urejam stvari, ne vem, kje se me glava drži, hočem biti seveda urejena, ampak nimam veliko časa niti potrpljenja. V tem make-up videu ne bo nobenih trendov ličenja, nobenega konturinga, highlightinga. Uporabila sem minimalno število izdelkov, ki jih potrebuješ tudi ti, zato da ustvarjaš torej svež jutranji make-up. To je basically idealen look za v službo. Popolnoma vse, katere make-up izdelke imaš doma, uporabi tisto, kar imaš, sigurno imaš to osnovo, ki jo bom jaz danes uporabila. Zvezda tega make-up looka bo pa nov izdelek od Vichyja, Mineral 89. Gre za fantastičen jutranji booster, ki nima vonja, ima pa izredno lahkotno, brezbarvno teksturo, ki jo naneseš zjutraj na svojo kožo, zato da jo neguješ, zato jo v bistvu daš eno tako svežino in potrebno energijo za čez dan. Hkrati pa, ker gre za tako lahkotno teksturo, je izdelek zelo primeren za pod make-up. Enega seveda podarim. Vse, kar moraš narediti, je, da sodeluješ s komentarjem pod videom. Zapiši mi, kako izgleda tvoja jutranja rutina. Med vsemi komentarji bom torej izbrala eno afno, ki bo dobila Mineral 89 od Vichyja in se prepričala, da se da lepo skrbeti za svojo kožo. In zelo enostavno v bistvu. Tako kot bo tale make-up tutorial zdaj enostaven. Vsi izdelki, ki jih bom uporabila v tutorialu, bodo objavljeni na moji spletni strani lepaafna.si. To je to, mislim, da sem povedala vse. Dajmo se lotiti tutoriala. Nega kože je na prvem mestu sploh po 20. letu. Moj prvi korak je zato nanos tega lahkega skin boosterja, ki vsebuje termalno vodo, bogato z minerali in hialuronsko kislino. In glede na to, da je moja koža mešano mastna, je tale tekstura idealna, zato ker se hitro vpije v kožo in lahko takoj nadaljujem z ličenjem. Naslednji korak je tekoča podlaga. Super je, da je ne uporabiš veliko, zato da ne obteži svoje kože. Jaz jo nanesem najprej po zunanjem delu obraza in potem zatapkam proti notranjosti. Včasih sem delala ravno obratno, ampak sem slišala za ta trik in odkar torej tekočo podlago nanašam na tak način, se mi zdi, da je videz bolj naraven. Cilj je, da se podlaga ujema z preostalim delom telesa. Korak številka 3 je korektor. Tega nanesem pod oči. Ne rabiš ga spet veliko, tako kot podlage ne. Nanesem ga tudi na sredino čela in na zgornjo ustnico. In pa zatapkam kar z istim čopičem. Naslednji korak je zaželjen, sploh če je tvoja koža mešano mastna, tako kot moja. Vzameš suh oziroma kompakten puder in ga naneseš po T-coni, torej čelo, nos, brada in tudi malenkost pomatiraš po licih, zato da preprečiš sijaj. Če so tvoje obrvi šibke tako kot moje, jih zapoln. To je prednost editiranja, drugače mi vzamejo recimo kar dobrih 5 minut. Naslednji korak tega našega svežega jutranjega videza bo svetlo rozasto rdečilo. Če imaš kremanga, vzem kremanga, ker izpade veliko bolj naravno na koži in ga zatapkam kar z prsti. Eyeliner, ne rabiš se ga bati. Jaz ga rada uporabljam zato, ker naredi tak lift efekt. Hočem doseči videz naravnih trepalnic, obrnem krtačko tako navpično,
na trepalnice in pomažem po zgornjih in spodnjih, zato da jih podaljšam. Obrobimo naša usta, uporabiš lahko katerokoli šminko pravzaprav. Jaz sem se odločila za oranžkasto nude odtenek. Oranžna, roza barva, to so vse barve pomladi, z njimi dosežeš svežino, svež efekt. Uporabiš pa lahko, kot rečeno, po želji, rozasti odtenki so fajn, ciklama, lahko pa tudi nude. In svoje usta zapolnim z kremasto kožno šminkico. In to je v bistvu to. To je to. Svež, zdrav, zbujen, idealen make-up za službo in obljubim ti, da ti ne bo vzel veliko časa. Poskus. In še enkrat polagam na srce, make-up ni toliko težka zadeva, da se je ne bi mogla naučiti vsaka ženska minimalno uporabljati, ker pametne ženske znajo make-up obrniti sebi v prid, zato da make-up dela za njih, ne pa da v bistvu je vse skupaj težko in neko breme in da se zraven potiš in matraš in tako naprej. Ne. Upam, da sem s tem tutorialom uspela to dokazati. Zdajle bom pol ure nekje po uploadu tudi na voljo za odgovarjanje na vaše komentarje, tako da mi lahko zapišeš karkoli, če imaš kakšno vprašanje zame glede jutranje rutine, napiši mi spodaj in čvekamo tudi naprej. Se gledamo v naslednjem videu.